Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije. Danes bom govorila o vlažilnih kremah za suho in dehidrirano kožo. Suha in dehidrirana koža, to ni isto. Suha koža je pogojena genetsko, torej to je tip kože, tako kot imam jaz, na primer, kombiniran tip kože, tako kot ima nekdo drug, na primer, mastno kožo. Medtem ko je dehidrirana koža, stanje kože. Dehidrirano imam lahko tudi jaz, ki imam kombinirano kožo. Dehidrirani koži manjka vlaga, voda, suhi koži pa manjkajo olja, lipidi. Zdaj, kaj nanašamo na suho in dehidrirano kožo, so pa različne učinkovine. V prvi vrsti je to glicerin, zelo dober vlažilec, hialuronska kislina, ki veže nase ogromno količino vode. Ceramidi, ki delujejo kot malta med opekami, če si predstavljate, kako se hiša gradi, celice so opeke in malta okrog je iz ceramidov, holesterola, nasičenih maščobnih kislin. Torej so ceramidi zelo pomembni. Pantenol, ki lepo pomerja tako kožo, karitejevo maslo, ki deluje tudi okluzivno, polno je antioksidantov in pa seveda različna naravna olja. Dehidrirana koža se kaže kot bolj vidni podočnjaki. Oči izgledajo bolj utrujene, pač koža nima življenja, mogoče tudi srbi, gubice so majčkeno bolj vidne, tako tiste tanke kot večje gubice. V nasprotju s suho kožo, kjer pa je videz tak res luskast, mogoče se koža tudi pili. Koža je razdražena, rdeča, nagnjena je k psoriazi, nagnjena je k raznim dermatitisom in pa ekcemom. Tako, jaz sem tukaj pripravila 6 izdelkov, ki jih lahko uporabljate tako za suho kot dehidrirano kožo. In pa najprej bi predstavila 3 izdelke, ki so namenjeni občutljivi suhi dehidrirani koži. To so izdelki brez dišav, brez eteričnih olj, brez alkohola, nekomedogeni. Torej za tiste, ki imate mogoče še majčkeno bolj občutljivo kožo. Potem pa izdelki, ki so namenjeni taki koži, ki lahko zdrži vse. Začnimo kar z Eucerinom Atopic Control. Eucerin Atopic Control je v takem lončku, barva je bela, taka lepo mazljiva krema, ki se hitro vpije v kožo. Cena je 16 € za 75 ml. Lahko kupite tudi v tubi, kjer je napisano, da je pač krema za obraz, ampak je formulacija enaka. Dobite pa za isto ceno 25 ml manj. Torej, kaj se splača? Splača se lonček. Potem vonja nima, ker itak nima dišav. Jaz sem si pa kar zapisala, kaj ima vsaka krema, zaradi tega, ker tega ne moram vedeti na pamet. Torej, Eucerin ima, tako kot sem prej omenila, glicerin, ceramide, olje grozdni peš, svetlinovo olje, ki pomerja, vitamin E, vitamin C, potem ima ekstrakt korenine kitajskega sladkega korena, likokalkon je noter ta antioksidant. In to je to. V bistvu nima toliko veliko sestavin, ampak je odlična krema. Ni nujno, da pač ponavadi je tudi boljše za občutljivo kožo, da ima izdelek čim manj sestavin. Tako. Naslednja krema je La Roche-Posay, ki sem jo mislim, da že dobro predstavila. Cicaplast Bound B5. Prihaja v tubi, kar je meni všeč, torej v izdelek ne posegamo. Z higienskega vidika je to majčkeno boljše, tudi da se mogoče izdelek ne pokvari tako hiter. Je torej, kot sem rekla, brez vonja, brez alkohola, primeren za občutljivo kožo. Ta krema je primerna za kožo starostnikov, celo za dojenčkovo kožo jo priporočajo. Nanaša se lahko tudi na ustnice, po celem telesu. Tako da kremica je res vrhunska, sploh za ceno 14 € za 100 ml. Uporabljala jo bo cela družina, zagotovo. Zdaj, učinkovine pa so, moram pogledati, glicerin,
Torej vlažilec pantenol pomerja medakasozid, antioksidant in protivnetno deluje. Karitejevo maslo, ki naredi ta bogat občutek na koži. Tudi kompleks bakr, cink, mangan, ki deluje protibakterijsko in pa protivnetno. Jaz si včasih tudi na kakšno peklino namažem in je res takoj pomaga, ker ima ta 5% pantenol in pa medakasozid. Tako. Naslednja krema je CeraVe Moisturizing Cream. Tale je 340 gramov, stane 13 €, bela, brez vonja, dišav, alkohola, nekomedogena. Lahko je tudi v manjši embalaži, 177 ml je 9 €, pa še vedno lahko dobite to na popustih, tako da res ena taka vsestranska krema, lahko uporabljate za nočno kremo, lahko uporabljate po celem telesu, ker je tudi namenjena uporabi po celem telesu, vsebuje pa enako glicerin, potem ta kompleks 3 ceramidov, ki je značilen za CeraVe, potem hialuronska kislina, vlažilec, holesterol, ki je pomemben tudi pri tej gradnji hišice, ki sem jo prej omenjala, prav tako kot ceramidi. In pa vitamin E, kot antioksidant. Tako da nima veliko sestavin, primerna tudi za občutljivo kožo. In pa zdaj malo bolj dišečim stvarem. Prva, zelo pomembna Veleda Skin Food, tole je top krema, to bi mogli vsi imeti, v Ameriki stane 20,75 ml, pri nas pa najprv je pa 9,75 ml, kar je super fino fajn. Prvenstveno namenjena bolj za kakšne komolce, za suha področja na telesu, ampak se odlično odreže pozimi na koži. Ima tak izrazit vonj, to je res, ker ima veliko eteričnih olj. Torej vsebuje dišave, tisti, ki ste malo bolj občutljivi, pač probajte mogoče na kakšnem majhnem delu, če ne boste reagirali, uporabljate, ker je super fino fajn. Enaka formulacija obstaja že 90 let in to je z razlogom. Vsebuje glicerin, ekstrakt rožmarina, kamilice, ognjiča in mačehe, arginin, ki je tudi tak naravni vlažilni faktor, sončnično olje, mandljevo olje, čebelji vosek, lanolin. Tako da ena taka res bogata krema, pušča ta lep sijaj na koži, eni uporabljajo tudi sem kot highlighter in v njo so zaljubljene Rihanna, Julia Roberts, Victoria Beckham, Adele in še mnogi drugi. In primerjajo jo tudi z znano kremo od La Merja, The Moisturizing Cream, ki stane za 60 ml 260 €. Tukaj imamo pa 75 ml 9 €. Hitra trgovina, hecam se. Zelo dobra krema. Potem pa ena krema, po kateri se malo manj svetite kot po Skin Foodu, je pa ceramidin od Dr. Jarta. In je 35 € za 50 ml, jaz imam tukaj sem 15 ml, ker je bila 50 ml razprodana, škoda. Ima pa en kup dobrih stvari, ceramidin že samo ime tudi pove, kompleks 5 ceramidov, na koži ima taka bolj bež je, no, in se lepo upije, ne pušča tako svetlečega, tako da mogoče tiste, ki imate malo več make-upa, pa to vam bo to zelo odlična podlaga. Drugače pa en kup stvari tle noter, ceramidov, ki sem jih omenila, glicerin, hialuronska kislina, pantenol, beta-glukan, karitejevo maslo, ekstrakt ovsa in kurkume za pomerjanje, ekstrakt listov, vlažne marjetice, sladu, semen kakavca, svete bazilike, repe, bele cedre, alg, bergametke, probiotiki, peptidi, holesterol. Torej ena zelo dobra zmes različnih stvari. Ima vonj, ima določen vonj, ki se ga morate malo navaditi, pač jaz nimam s tem toliko problemov. Drugače pa pač zelo popularna in tudi z razlogom zelo popularna. In pa še zadnje, da omenim mogoče majčken bolj luksuzni izdelek, prihaja Božič, mogoče ima kdo še kakšen rojstni dan, če si kdo kaj zaželi, tole pač malo več stane. Ni pa zaradi tega nič boljše od teh krem, ki sem jih že predstavila. Predvsem luksuzne znamke delajo na tem, da je pač embalaža, wow, da je vonj
Ok, ja, luksuzen. Barva je zelo lepa, taka pinki, belo-pinki. Cena za 75 ml je 130 €, za 50 ml pa 100 €. Ampak je vedno lahko dobite na znižanju. Vedno je nekje znižana. Ima pa en kup tudi učinkovin, glicerin, čebelji vosek, adenozin, UV filtre, SPF 15 se tudi piše, ampak to ni zadosti. Vi morate tudi nanesti še vedno kremo za sončenje. Potem je samostalna ekstrakt črnega čaja, kvasa, rženega semena, listov črne drevesne praproti, jojobin vosek, salicilna kislina, vitamin C, vitamin E in peptid. Torej, spet ena taka lepa zmes. Oni tudi malo klemajo anti-age, ok, malenkost mogoče. Drugače pa, kot sem rekla, ni nič boljše od vseh drugih. No, je pa vseeno lep, prijeten občutek na koži. To bi bilo to, vseh teh 6 kremic. Če imate kakšno vprašanje, me kar vprašajte. Jaz sem si zdaj tako orenk lepo namazala roke, da mi bo vse ven spolzelo. In prosim, lajkajte vsebino in se naročite na moj kanal, če so vam take vsebine všeč. Jaz upam, da vam bo ena od teh krem majčkeno ublažila vašo suho ali dehidrirano kožo v teh zimskih mesecih. Tako da, do naslednjič, pa lepo se imejte. Čau, čau!